Danes bom kupoval najbolj smrtonosne živali na temnem spletu, vključno z 3 metre dolgimi kačami, pajki, ki so tako veliki, da bi lahko jedli ptice, resničnimi dinozauri, strupenimi ribami, ki te lahko ubijajo, in še veliko drugimi noro nevarnimi živalmi, ki ti bodo odpihnile pamet. In moj cilj je, da jih vse obdržim kot svoje nove hišne ljubljenčke. Vendar pa moramo, preden jih lahko kupimo, ugotoviti, kam jih bomo dali. In imam popolno idejo. Vidiš, pred nekaj meseci sem kupil to zapuščeno trgovino za hišne ljubljenčke in posneli smo video, kjer smo reševali vse živali, ki so ostale tam. Zdaj pa sem obtičal s to veliko prazno stavbo. In pomislil sem, kaj je boljša uporaba kot to, da jo spremenim v najbolj noro sobo za živali, polno vseh mogočih nevarnih živali. In točno to sem naredil. Najprej sem se znebil vseh starih ograd iz trgovine za hišne ljubljenčke in jih zamenjal s povsem novimi za vse vrste živali, vključno s kačami, ribami, kuščarji, insekti in vsem, kar ti pade na pamet. Neto sem oblikoval vse ograde in vse uredil tako, da je lepo izgledalo, z umetnimi rastlinami in drevesi. Celo umetno travo sem položil na tla. In zdaj, ko je soba končno dokončana, je čas, da najdem živali zanjo. Ampak to ne bo lahko, ker je edini način, da dobiš nevarne in smrtonosne živali preko temnega spleta. In to je izjemno sumljivo. Naprimer, prva spletna stran, ki sem jo našel, je ta, ki prodaja skrivnostno škatlo s slanovodnimi ribami za 240. Piše, da so lahko notri morski psi, ribe, ribiči, hobotnice, jegulje in še kup drugih stvari. Zdaj imamo v tej sobi dejansko nekaj slanovodnih akvarijev. Zato bom kupil to skrivnostno škatlo in bomo videli, kaj lahko dobimo. To je res izjemno sumljivo, fantje. Obstaja velika verjetnost, da nas pri tem opeharijo, ampak obstaja tudi možnost, da dobimo kaj norega. V redu, pravkar sem to kupil. Je že na poti. To je prvo izmed mnogih naročil z Dark Weba v tem videu. In ko bomo nadaljevali, bodo živali postajale vedno bolj nore. Zdaj pa mislim, da moramo samo počakati in se vidimo, ko ta paket prispe. Upam, da sploh pride. Po skoraj tednu dni čakanja sem prejel skrivnosten paket, na katerem je pisalo, da so notri žive ribe. No, to je očitno tista skrivnostna škatla z Dark Weba. Zagotovo izgleda, kot da je z Dark Weba. Poglejte to stvar. Počakaj, tukaj dejansko piše strupeno. V kaj se to sploh spuščamo? No, gremo. Odprimo to stvar. Lahko za trenutek cenimo, kako dobro je to zapakirano. Mislim, če bi si predstavljal, kako bi izgledal paket z Dark Weba, bi izgledal točno tako. In tukaj res piše strupeno. To pomeni, da moramo biti previdni. Kar razrežimo ga in poglejmo, kaj je notri. Gremo. O moj bog. Vidim vrečke z ribami. Očitno to pomeni, da nas niso ogoljufali. Ampak zdaj je vprašanje, kaj sploh so? Prva vrečka, gremo. Kaj za vraga je to? O moj bog, ljudje, te stvari izgledajo kot mali vesoljci. To je pravzaprav prvič, da imam morske živali za hišne ljubljenčke. Tako da bom morda potreboval vašo pomoč pri prepoznavanju, kaj je v tej škatli. To izgleda res strašljivo. O moj bog. V redu, imamo 2 od teh stvari. Izgledajo kot majhni pajki. Dal sem jih v akvarij. Vendar je bilo to šele začetek. Zato sem še naprej brskal po škatli, da bi videl, kaj še lahko najdem. Je to tisto, kar mislim, da je? Poglejte to. O moj bog, tukaj je morski konjiček. Ne morem verjeti, ljudje. V tej škatli so res nore živali. Tega res nisem pričakoval. Zdaj imamo dobesedno morskega konjička za hišnega ljubljenčka. Vedno so me ti fantje fascinirali. Izgledajo tako edinstveno. Mislim, poglejte to stvar. Sploh ne izgleda resnično. Prav, prijatelj. Zdaj te bomo dali v tvoj novi dom. Ti fantje niso znani po tem, da bi bili dobri plavalci. Tako da se bolj kot ne samo drsi naokoli. Ampak poglejte to, imamo morskega konjička za hišnega ljubljenčka. To sta zaenkrat 2 nori živali, ampak jih je še veliko več. In še vedno nismo našli strupene ribe, za katero so rekli, da je tukaj noter. Oh, mislim, da sem prehitro govoril. Poglej to vrečko. Piše, prosim, ne dotikaj se. Zaradi tega si bom nadel te rokavice. Imam občutek, da jih bomo v tem videu veliko uporabljali. Malo sem živčen, fantje. To je kar strašljivo. Nimam pojma, kakšna riba je to. Samo upam, da mi ne bo ubrizgal strupa. Oh, v redu. Imam ga. Fantje, komentirajte spodaj, če veste, kakšna riba je to. Pravzaprav je videti kot moja kamnita riba. Verjetno bi ga morali dati v akvarij. To ni dobro. V redu, zdaj gre. To je bilo za las. Ta akvarij se je hitro polnil, vendar je bilo še vedno prostora za veliko več rib. Tako sem vzel še eno vrečko in našel tole. Oh, vem, kaj so to, poglejte to. Imamo nekaj morskih zvezd, fantje. Zdi se, da imamo 2 različni vrsti. Ta je običajna, ampak ta ima veliko bodic. To je tako kul. Še nikoli nisem držal morske zvezde, ampak dejansko lahko čutim njihove majhne nogice, kako lezejo po meni. To je tako srhljivo. Mislim, da lahko rečem, da so morski živali veliko bolj nore kot sladkovodne. Torej, dajmo te fante spraviti v akvarij in poglejmo, kaj je še v tej skrivnostni škatli.
Oh, tukaj nekaj vidim, da se premika. Kaj je to? Kaj za vraga? Mislim, da je to majhen mladiček podkovnjaka. Fantje, to so ene najbolj nenavadnih bitij v oceanu. Imajo to trdo lupino tukaj, ki jih ščiti pred plenilci. Ampak če ga obrnete, ima vse te majhne nogice, ki mu pomagajo pri premikanju. Dobesedno izgledajo kot mali vesoljci. Zrastejo veliko večji od tega. Ta je res še čisto majhen mladiček. Torej, dajmo ga v akvarij, kjer lahko še naprej raste. Do zdaj smo v skrivnostni škatli našli že toliko zanimivih živali. Vendar je bilo še nekaj vrečk in morali smo pohiteti ter jih vzeti ven. Fuj, kaj pa je to? Je to sploh žival? Se sploh ne premika. Fantje, karkoli že to je, Mislim, da ni živo. Fuj. O moj bog, je mehko. o, to je ogabno. Kaj sploh držim zdaj? O, tudi grozno smrdi. Prav ne vem, zakaj držim to stvar. Pravzaprav mislim, da je živa. Premika se zelo, zelo počasi. Videti je kot polž. Ampak če kdo ve, kaj je to, naj napiše spodaj v komentarjih. Ga bom hitro dal v akvarij, to je res ogabno. Ko sem skrivnostno žival dal v akvarij, se je začela premikati, kar je dokazalo, da je živa. In bila je najbolj srhljiva stvar, kar sem jih kdaj videl. Ni mogoče. Mislim, da sem pravkar našel Nema. O, poglej to. Imel sem občutek, da bo eden od teh tukaj notri. Mislim, morski akvarij ni popoln brez klovnske ribice. To je res kul. On je tako prikupen, res. Imam res dobro idejo. Napišite spodaj v komentarjih ime za to klovnsko ribico. Res sem navdušen, da vidim, kakšna kul in unikatna imena si boste izmislili. Prosim, ne poimenujte ga Nemo. Poglejte vse živali, ki jih imamo do zdaj. Kot da imamo svoj mali mini ocean tukaj. To je res kul. Zdaj pa nam je ostala še ena vrečka v tej škatli. In zdi se, da je to največja do zdaj. Poglejte, kako velika je ta stvar. To izgleda kot nekakšen jastok, ampak mislil sem, da so jastogi oranžni. Ta je moder. Fantje, to je morda redek modri jastok. Te stvari so dobesedno 1 na milijon. No, prva naročilo z Dark Weba v tem videu in rekel bi, da je šlo kar dobro. Dobili smo skrivnostno škatlo s slano vodo in nisem pričakoval, da bomo dobili vsa ta nora bitja. Iskreno povedano, sploh nisem pričakoval, da bomo sploh dobili škatlo. Vendar pa še nismo končali. Imamo še veliko naročil pred sabo in živali bodo postajale še bolj nore. In še vedno obstaja možnost, da nas prevarajo. Zato sem se vrnil na Dark Web in naletel na naslednjo žival. Ta je res zanimiva, fantje. Ta spletna stran trdi, da prodaja vesoljskega žabca. Po sliki sodeč pa izgleda kot žaba vrste pipa. Te stvari so res čudne. Mislim, da sploh ne izgledajo resnično. In kar je pri teh žabah res srhljivo, je to, da ko izležejo jajca, mladički dejansko prilezajo ven iz njihovega hrbta. Ja, v resnici je to precej ogabno. Ampak razmišljam, če dobim 2, obstaja možnost, da bosta samec in samica. In lahko bi poskusili, da imata mladičke. Tako bi lahko tisto ogabno stvar videli v živo. V redu, pravkar sem naročil 2 nezemeljski žabi. Te stvari so tako poceni, stanejo samo $30, razen če so tako poceni zato, ker je to prevara. O tem nisem razmišljal. No, zdaj je že prepozno. In tudi če bi poskušal dobiti povračilo, ga ne bi mogel, ker na spletni strani dobesedno piše, da ni vračil denarja. Ja, bil sem prepričan, da so me ogoljufali. Vendar pa sem že 2 dni kasneje prejel škatlo na svoja vrata. So lahko te vesoljske žabe tukaj notri? Edini način, da izvem, je, da jo odprem. Temni splet. Ne razočaraj me zdaj. Gremo. Dobili smo škatlo. To je res srhljivo. Oglej si, tam so dejansko žabe pipa. Fantje, res smo jih dobili. So sploh žive? Ne premikajo se. Ste živi? O ne, mislim, da smo dobili mrtve žabe. Kaj pa ti? Ta je živ. V redu, premikajo se. Ena stvar pri teh žabah je, da se pogosto pretvarjajo, da so mrtve, kar ležijo tam. Zdaj pa ne vem, kako naj ugotovim, ali so samci ali samice. Tako da boste morali ostati z nami do konca videa, da vidite, ali se bodo razmnoževale ali ne. Za zdaj jih bomo dali v njihov novi dom in bomo videli, kaj še lahko najdemo na temnem spletu. Temni splet je zanimiv kraj in ne priporočam, da ga obiskujete. Videli smo že veliko čudnih stvari. Vendar pa je tam veliko res kul živali, ki jih še nikoli nisem videl. Naprimer ta, barbadoški velikanski kopenski rak. Preveril sem, ti raki zrastejo do 1 metra v dolžino. Rak dolg 1 meter. To moram res kupiti. Zato sem šel naprej in zasnoval največje možno bivališče, kjer bi ta velikanski kopenski rak lahko živel. Zdaj pa manjka samo še ena stvar. Rak. Naročil sem ga in moram reči, da je prelahko kupiti te živali na temnem spletu. Mislim, sploh te ne vprašajo ničesar, kot naprimer, hej, kaj boš naredil s tem skoraj meter dolgim rakom? Spet sem čakal približno teden dni, da se je ta skoraj meter dolg rak pojavil pred mojimi vrati, a po dolgem čakanju sem končno prejel paket.
Pri tem sem malo nervozen. Del mene si želi, da bi bil rak tukaj notri, del mene pa ne. Mislim, skoraj meter dolg rak je kar strašljiv, ampak slišim, da se nekaj plazi tam notri. No, dajmo odpreti pokrov. O, bog. Mislim, da smo naredili napako. Poglej, kako velik je ta stvar. O, bog. O, moj bog. Pojdi nazaj noter. O, moj bog. Si videl, kako velik je bil tisti? O, poskuša pobegniti. O, močanje, poglej. Nisem prepričan, kaj naj naredim zdaj, fantje. Ta rak je res ogromen. Večji je od moje roke. Poglejte, kako velika je njegova klešča. Čeprav je videti strašljivo, sem pogledal na spletu in piše, da je edini način, da primeš te fante, za njihove klešče. Tako te ne morejo uščipniti. Ampak kako naj primem njegove klešče? Uščipnil me bo. Gremo. Poskusil bom prijeti za kleščo. Imam ga. O ne. O. Poglejte to. Ujeli smo velikanskega kopenskega raka. To je do zdaj zagotovo najbolj nora žival, ampak šele začenjamo. Postalo bo še veliko bolj noro kot to. Hitro sem ga dal v njegovo ogrado in takoj je stekel v svojo jamo. Od takrat ga nisem več videl, ampak sem mu vrgel banano tja noter in je izginila. Torej, verjetno je zadovoljen. Zdaj, čeprav bi mi ta rak lahko odščipnil prst, me ne bi mogel ubiti. In kot sem obljubil na začetku tega videa, bomo kupili nekaj najbolj smrtonosnih živali na svetu in jih dali v to sobo. In kaj je boljši način za začetek kot skamnitko? Najbolj strupena riba na svetu. Te ribe so izjemno redke in jih je zelo težko dobiti. Verjetno zato, ker te lahko ubijajo in nihče jih noče imeti za hišnega ljubljenčka. Ampak jaz jih hočem. Zato sem že pred časom posnel video, kjer sem eno kupil na temnem spletu. In še vedno jo imam. To mi prihrani veliko časa in težav pri iskanju nove. Torej, šli ga bomo ujeti in ga bomo prinesli v njegov novi dom. In upam, da me ne piči. Ja, upam, da me ne piči. V redu, tukaj je. Imam te močne rokavice in mrežo. Če bom to naredil prav, bi moral biti v redu. Upajmo. Kako to misliš, upajmo? V redu, gremo. Pridi, prijatelj, pojdi v mrežo. Evo, ga imamo. Imamo kamnito ribo v mreži. To je res noro, fantje. To tukaj je kamnita riba. Če bi me katera od teh bodic tukaj pičila, bi bil mrtev v manj kot 6 urah. Zato ga hitro prestavimo v njegov novi dom. V redu, prijatelj, v svoj novi dom greš. O moj bog, kako dobro izgleda tam notri. Verjetno bi morali tukaj nalepiti nalepko "Ne dotikaj se". Mislim, da je to dobra ideja. Ko pomislite na nevarne in smrtonosne živali, verjetno pomislite na kače. Na svetu je več kot 600 vrst strupenih kač in vse jih je prepovedano imeti kot hišne ljubljenčke, kar je verjetno dobra stvar. Vendar obstajajo tudi nekatere nestrupene kače, ki so prav tako izjemno nevarne. In prav zdaj bom kupil eno, ki ima najdaljše zobe med vsemi nestrupenimi kačami. Imenuje se smaragdni drevesni udav in pravkar sem našel sumljivo spletno stran, ki trdi, da jih prodaja. Zdaj ga bom kupil kar takoj in iskreno upam, da gre za prevaro in da ga ne dobim, ker me je kač res strah, ampak to počnem za vas. Zato všečkajte video. Nažalost, čeprav sem si res želel, da bi bila to prevara, sem dejansko že nekaj dni kasneje prejel paket. Tukaj notri je zagotovo kača. To preprosto čutim. Smaragdne drevesne bo so znane po tem, da so zelo agresivne, zato bomo morali biti zelo previdni. O, pravkar sem slišal, da se je nekaj premaknilo tam notri. Gremo, odprimo to. O, poglejte to. Tam je vreča. Pridi sem, prijatelj. Vidim ga prav tam. Mislim, da je najboljši način, da ga preprosto stresam iz vreče. Ne maram dotikanja kač in res si tega ne želim. O moj bog, tam je. O, zakaj to počne? Zakaj me gleda, kot da me želi ugrizniti? Že je v položaju v obliki črke S in pravkar je prišel iz vreče. O, zdaj sem ujet v kotu, Helena. Kač ne poznam dobro. Morda me sploh ne želi ugrizniti. Morda mi samo želi reči živjo. V redu, poskuša me ugrizniti. Ne vem, kaj naj naredim. V kaj sem se sploh spustil? V redu, zdaj je zaposlen z nečim drugim. Zdaj imam priložnost, da pobegnem od tu. V redu, nisem več ujet v kotu. Zato sem ga hitro poskušal prijeti, dokler sem imel priložnost. Niti treba ugrizniti, prijatelj. Jaz sem tvoj novi očka. O, v redu, v redu, v redu. Imam kačo, fantje. Ne poskuša me več ugrizniti. Mislim, da je bil morda samo malo prestrašen. O ne, to mi ni všeč. V redu. Sveti bog, fantje, popolnoma sem premočen od znoja. Ne bom lagal. In mislim, da lahko voha moj strah. Zato ga spravimo v njegovo kletko. V redu, hitro, preden me ugrizne. O moj bog, ste videli to? Ravno je planil v zrak. Ko sem smaragdnega drevesnega udava dal v njegovo ogrado, se je povzpel na drevo in tam sedel skoraj cel dan. Zato sem mu ugasnil luč, da lahko spi, in smo šli naprej do naslednje ograde. Zdaj je naslednja žival še ena, katere se zelo bojim, in to so pajki.
Vendar pa, ker se za ta video res trudimo, to ni kar katerikoli pajek. To je največja vrsta pajka na svetu. Imenuje se goljat ptičji pajek. Ti pajki so dobesedno tako veliki, da jedo ptice. Gledal sem veliko videoposnetkov teh bitij na spletu in ni dobro. Ti pajki so res ogromni. In pozabil sem omeniti, da so tudi strupeni. Na srečo na spletu piše, da ugriz ni nevaren za ljudi, ampak potem ga primerjajo s tem, kot da bi si zabil žebelj v roko. No, to je to. Kaj sploh čakam? Kar kupimo ga zdajle. V redu, pravkar sem oddal naročilo. Prosim, za božjo voljo, ne pošiljajte pajka. Prosim, naj bo to prevara. No, 5 dni je minilo in pajek je tukaj. Super, upam samo, da je še mladiček. Samo majhen, droben, velik kot kovanec. To bi bilo v redu. Pa dajmo odpreti. Še ena vrečka, poglej tole. To je malo strašljivo, ker ne morem ugotoviti, kako velik je. To je strašljivo. Kaj, če mi kar steče naproti? O, bog. V redu, to ni mladiček. To je popolnoma odrasel pajek. Poglej ga. To je ogabno. Vem, da verjetno želite, da ga primem v roke in brez skrbi, ga bom. Ampak moram se hitro preobleči. Takoj bom nazaj. Bobby, a si resen? Oblačiš zaščitno obleko zaradi pajka. Ne morem verjeti, da to res počnem, tudi če imam zaščitno obleko. Kaj dela? Kot da poskuša proti meni izstreliti pajčevino. Kot da je Spider-Man. O, moj bog. O, moj bog. Takoj na začetku pajek ni bil zadovoljen. Ampak s časoma sem pridobil njegovo zaupanje in mi je dovolil, da ga primem. Mislim, da sva zdaj prijatelja, kar je dobro. Vendar sem se začel počutiti nekoliko nelagodno. Zato sem ga hitro dal v njegov novi dom. Lepo in počasi. Ne morem verjeti, da sem to pravkar naredil. Ta pajek je bil res ogromen in tudi izjemno agresiven. In ne veselim se, da ga bom imel za hišnega ljubljenčka. Do zdaj nas na temnem spletu še niso prevarali. Vse, kar smo naročili, je prispelo, celo stvari, ki jih nismo želeli, da bi prispele. Vendar pa se je to kmalu spremenilo. Fantje, pravkar sem našel spletno stran, ki prodaja kuščarja z ovratnikom. Ti kuščari so verjetno najbolj podobni dinozavrom, kar jih še imamo na zemlji danes. Izjemno so redki in še nikoli prej nisem videl, da bi jih kdo prodajal. Vendar pa stane 700 in spletna stran ne izgleda ravno zaupanja vredna. Ampak do zdaj smo že veliko tvegali in dobili smo nekaj res kul živali. Tako da mislim, da bom to naredil in bom kupil kuščarja z ovratnikom. V redu, na poti je. Vsaj mislil sem, da je na poti. No, minilo je nekaj tednov in kuščar z ovratnikom se ni pojavil. Ljudje ne odgovarjajo na moja sporočila. Torej ja, bil sem prevaren. Neverjetno je, da so me ogoljufali ravno pri eni stvari, ki sem si jo želel, ne pa pri kači ali taranteli. Saj se hecate. Tako so izginile moje možnosti, da bi imel pravega dinozaura, ampak v redu je, ker je naslednja žival veliko redkejša, veliko bolj kul in ja, tudi veliko dražja. To je albino želva grizalka in ta je res velika. Tega še nikoli nisem videl, ampak takoj, ko sem jo zagledal, sem vedel, da jo moram imeti. Izkazalo se je, da so te živali izjemno redke in celo majhni mladički se prodajajo za $1000. Potem, ko so me prevarali pri ovratničastem zmaju, sem zdaj nekoliko bolj previden pri nakupih. Vendar pa ta spletna stran izgleda nekoliko bolj legitimna. Mislim, da bom to naredil. Z velikimi pričakovanji sem oddal naročilo in nestrpno čakal, da prispe. In po približno enem tednu je prispelo. Imam paket, fantje. To naj bi vsebovalo $1000 vredno grizlico. Torej, pojdimo in ga odprimo ter ugotovimo. Res sem živčen pri tem, fantje. Nočem, da bi bila to prevara. Gremo. Kaj je notri? O, moj bog, je vrečka, fantje, in je težka. Je to grizlica? O, premika se. Pazljivo sem ga odprl, ko se je nenadoma to zgodilo. O, moj bog. Ja, res smo ga dobili, fantje. Poglejte, kako je lep. To je albino grizlica. Je res kul. Poglejte, ima rdeče oči. Tudi velik je. Poglejte ga v primerjavi z mojo roko. Nimam pojma, odkot je prišel. Verjetno je bil kar nekaj časa v tej škatli. Torej, zdaj ga bomo dali v njegov novi dom. Ker je tako velik, smo morali pripraviti to ogromno ogrado samo zanj. Ampak s časoma bo ta akvarij prerastel in bomo morali zgraditi njegov lasten ribnik. Ampak za zdaj bo to popoln dom zanj. Postavil sem ga na njegovo skalo in tako je skočil v vodo ter začel raziskovati. Zdi se, da mu je bilo res všeč. Albino želva grizalka. Ikoli si ne bi mislil, da bomo eno dobili na temnem spletu, pa smo jo. To je res kul. Moram reči, čeprav smo uspešno dobili želvo grizalko, sem še vedno malo razočaran, da nismo dobili ovratničnega zmaja. Zato sem šel naprej in poiskal drugo spletno stran, ki trdi, da prodaja pravega zmaja. Vendar ta ne navaja, za katero vrsto kuščarja gre. Mislim, da ti morda pošljejo kar naključnega kuščarja, ki je videti kot zmaj. Imam pa idejo.
Za menoj so 3 terariji, ki so namenjeni kuščarjem. Torej razmišljam, če kupim 3 od teh skrivnostnih dinozavrov, bom povečal možnosti, da dobimo vratničnega zmaja. Ampak tudi, če ga ne dobimo, sem še vedno navdušen, da vidim, kateri drugi kuščari bodo. Lahko so res karkoli. V redu, naročilo oddano. Dinozavri so na poti. Vsaj upam, da so res na poti. 2 tedna kasneje in paket je prispel. Trajalo je tako dolgo, da mislim, da so se žabe Pipa začele razmnoževati. Nisem povsem prepričan, ampak počele so kar nekaj čudnih stvari. Vendar to ni bistvo. Kar je res pomembno, je, da imamo tukaj škatlo, ki vsebuje 3 prave dinozavre. Mislim, da bomo začeli s temle. O moj bog, niso lagali. To dejansko izgleda kot dinozaver. O, poglej. O, živjo prijatelj. O, leze mi na roko. V redu. To je malo strašljivo. Ne vem, ali je nevaren ali ne, ampak to je res kul. Nimam pojma, kakšna kuščarica je to. Naredil sem nekaj raziskav in ugotovil, da je ta tip azijski vodni varan in zrastejo ogromni. So dobesedno druga največja vrsta kuščarjev na svetu, zrastejo več kot 3 metre. Oh, in so tudi strupeni. Torej, to je super. Ta tip je sicer še čisto mladiček. Torej je ta terarij popoln zanj. Ampak s časoma mu bomo morali zgraditi veliko večji dom. No, to je en kuščar. Torej očitno nas niso pregledali. Pojdimo naprej in vzemimo še eno vrečko ter poglejmo, kaj je notri. Poglejte to, fantje. To je panterjev kameleon. Panterjevi kameleoni so ena izmed najredkejših vrst kameleonov, ki jih lahko dobiš, in so zelo dragi. Ti so zenoji po res živahnih barvah, kot sta rdeča in modra. Poglej, kako je pisan. To je neverjetno. Kameleoni ne morejo samo spreminjati barv, ampak lahko tudi vsako oko premikajo posebej, kar jih naredi za odlične lovce. Poleg vsega tega lahko izstrelijo svoj jezik do 3-kratne dolžine svojega telesa. Da bi to preizkusil, sem prinesel kup čričkov in jih bomo vrgli noter ter videli, koliko jih lahko ujame. Tako je kameleon usmeril pogled na čričke in ni mu vzelo dolgo, da je ujel prvega, vendar se pri tem ni ustavil. Enega za drugim je izstreljeval svoj jezik po celotnem terariju. Iskreno izgubil sem štetje, koliko jih je pojedel. Prepričan sem, da jih je pojedel vse. Ali lahko ovratničasti zmaj to naredi? Mislim, da ne. Vendar imeno še eno priložnost, da ga dobimo. Torej pojdimo in odpremo zadnjo vrečko. O moj bog, poglej to stvar. O, sika. O moj bog, pravkar je zasikal name. Ni zadovoljen, fantje. Mislim, da je to kajmanska kuščarica. Kot veste, je aligatorje prepovedano imeti za hišne ljubljenčke. Ampak ta tukaj je v bistvu najbližje, kar lahko zakonito imate, in zrastejo do 0,5 metra dolžine. Torej, to je zagotovo pravi živi dinozaver. Sčasoma bo potreboval veliko večji akvarij, ampak za zdaj bo to njegov dom. Prav, prijatelj. V redu, ni zadovoljen. In že gre. No, zdaj lahko rečemo, da imamo v živalski sobi 3 prave dinozavre. Vendar pa imamo še vedno veliko različnih terarijev za napolniti. Torej, nadaljujmo. Zdaj naslednja žival je verjetno najbolj nora do zdaj. Je še ena kača. Vendar je ta posebna. Na spletni strani piše, da zraste do 3 metrov, ampak to še ni vse. Prav tako piše, da je popolnoma vodna, kar pomeni, da za preživetje ne potrebuje kopnega. Naročilo sem že oddal pred približno 1 tednom in paket je pravkar prispel. Torej, odprimo ga in poglejmo našo novo hišno kačo. Tukaj je, poglej! O moj bog, tako je majhna. To je kača s slonjim rilcem, popolnoma vodna. Dolga je 3 metre. Ta stvar je res kul. In trenutno je še čisto majhen mladiček. O moj bog, to je najbolj nenavadna kača, kar sem jih kdaj videl. Tale mi je veliko bolj všeč kot smaragdni drevesni udav. Verjetno zato, ker me ne poskuša ugrizniti. Mislim, da je to zaenkrat moje najljubše žival. Presenetljivo, čeprav je kača. Ampak kmalu bomo dobili še nekaj živali, ki so veliko bolj nore. Torej, spravimo tega fanta v njegov novi dom. Tale akvarij je popoln zanj, ker je plitek. Tako lahko pride na zrak, poleg tega pa ima veliko kamnov, v katerih se lahko skriva. No, kača s slonjim rilcem je na varnem. Poglejmo, kaj je naslednje. Med brskanjem po temnem spletu sem naletel na še eno skrivnostno škatlo. Tokrat je bila namenjena žuželkam. Moram priznati, da nisem največji ljubitelj hroščev in vsega tistega strašljivega. Imam pa kar nekaj manjših terarijev, ki so popolni za žuželke. Zato bom naročil to skrivnostno škatlo in bomo videli, kaj bomo dobili. Na spletni strani dobesedno piše, da so lahko vrste v tej škatli strupene. No, v redu, naročilo oddano. Vidimo se, ko paket prispe. Po samo nekaj dneh čakanja sem prejel paket. Bil je precej majhen, a nisem vedel, da bo vseboval najbolj nore žuželke, kar sem jih kdaj videl. Mislim, da sem bolj živčen zaradi tega paketa, kot zaradi katerega koli drugega v tem videu. Žuželk res ne maram. Torej, gremo. Mislim, saj že imamo Goljatovega ptičjega pajka. Ne more biti veliko huje od tega, kaj ne? No, gremo, fantje. O moj bog, kaj za vraga je to?
O, tam je veliko posodic. Mislim, da bomo začeli s to modro tukaj. Ta je malo sumljiva, ker ne moreš videti vanjo. Iskreno, sploh je nočem odpreti. To je tako strašljivo. 3, 2, 1. O, kaj za vraga je to? O moj bog, premika se. Je to kakšna stonoga ali kaj podobnega? Fantje, ta stvar je ogromna. O moj bog, ima toliko nog. Ne vem, če lahko vidite, kako velika je, ampak je dobesedno večja od moje roke. O, pravkar mi je pokakala na roko. O moj bog. Malo sem raziskoval in ugotovil, Da je ta tip afriška orjaška tisočnoga. In imel sem tole majhno terarijsko posodo tukaj in mislim, da je popolna zanj. prebral sem na spletu, da jedo razpadajoče leso, Zato bom to kar dal noter. Uživaj verjetno. Ne vem, kako to sploh ješ. No, to je en insekt manj, vendar jih je tukaj še veliko več. Torej, vzemimo še enega. O bog, ta je veliko bolj strašljiv kot stonoga. Kaj za vraga je to? Sploh ne vem, kaj gledam. To izgleda kot vesoljec. V redu, Poskusil ga bom prijeti, ampak ne izgleda tako prijazen kot stonoga. Prosim, ne ugrizni me ali ščipni ali karkoli že počneš. V redu, srce mi zdaj močno bije. Poglej njegove majhne kremplje tam ob obrazu. O, to je tako ogabno. Komentirajte spodaj, kaj je to, in komentirajte, ali bi ga moral držati ali ne. Ampak začenja me strašiti. Mislim, da bi ga morali dati nazaj v njegovo terarij. Zdaj mi je že žal, da sem kupil to skrivnostno škatlo, pa imamo tukaj še veliko več insektov. Torej, poglejmo, kaj še imamo. Kaj za vraga je to? Je kot v neki cevi. Vidiš to? to izgleda kot hrošč ali nekaj takega, Ampak se ne premika. Si še živ, prijatelj? O, v redu, je živ. O moj bog, res upam, da me ne bo uščipnil. Ima nore klešče. Oh, se je dobro prijel za moj mezinec. Au, 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 au. O bog, dovolj imam držanja te stvari. Dajmo ga spraviti v njegovo terarij. Dodali smo ga v njegov novi dom. Njegov novi, ljubeči dom, z lastnikom, ki ga ima zelo rad in ga ni strah. Prav, poglejmo, kaj je še tukaj notri. Oh, počakaj malo. Vem, kaj je to, fantje. To je mala bogomovka. Oh, to je pravzaprav kul. Ti insekti so mojstri kamuflaže in izgledajo skoraj identično kot palica ali list. Vedno so me ti fantje fascinirali. Tako da imeti enega za hišnega ljubljenčka je res kul. Poglej ga, kako premika glavo naokoli. Izgleda kot mali vesoljec. O moj bog, sem presenečen. Dejansko smo iz skrivnostne škatle dobili nekaj, kar mi je všeč. Torej, dajmo ga spraviti v njegov novi dom. O moj bog, poglej to. Počakaj, takoj se zlije z okolico. Sploh ne moreš povedati, da je tam. To je res noro. O ne, že zdaj vem, kaj je naslednje. Upal sem, da tega ne bomo dobili, pa smo ga. To je ogromen škorpion, fantje. O moj bog. Prav tega se ne bom dotikal. Poglejte, kako velik ima želo. O, to je strašljivo. V redu, bom jo samo nežno stresel ven. Tako, izvoli. V redu. Zdaj smo v skrivnostni škatli dobili že toliko norih žuželk, zdaj pa je ostala samo še ena. In ta je bila najbolj strašljiva. Videti je, da imamo še enega vesoljca, fantje. Nimam pojma, kaj je to. O moj bog, kaj za vraga? Odločil sem se, da tokrat preverim, kaj je to, preden ga primem. In prav je, da sem to storil, ker sem ugotovil, da je to vangarun, ki je znan po tem, da lahko iz svojega telesa izbrizga kislino. Oprostite, ampak tega ne bom držal, zato ga bom kar stresel v njegov terarij. Izvoli, prijatelj. O, to je ugabno. No, zaključili smo z insektno skrivnostno škatlo, ampak ker je bilo to tako strašljivo, spremenimo malo in kupimo žival, ki si jo dejansko želim. Govorimo o strupenih žabicah. Odkar sem bil otrok, so me te žabe s svojimi izjemno živimi barvami vedno fascinirale. Čeprav so lepe, so izjemno nevarne in so najbolj strupena žival na svetu. Ampak še vedno so res kul, zato jih bom kupil. Našel sem spletno stran, kjer jih prodajajo za 125, ampak nočem imeti samo ene, zato bom vzel 4. Ne piše, katere barve so, tako da bo očitno presenečenje. Res sem navdušen nad tem, fantje. Torej, oddajmo naročilo in mislim, da se vidimo, ko prispe. O, moj bog, fantje, res sem navdušen zdaj. Dobesedno sem čakal celo svoje življenje na to. Torej, pojdimo to odpreti. Ja, o moj bog, poglejte, res smo ga dobili, fantje. 4 strupene žabice. Tako so pisane. To je noro. Še nikoli nisem videl takega vzorca. To je res kul. So kot rumene, zelene, oranžne, rdeče, vse hkrati. Ampak, kot že ime pove, so strupene. Tako da jih ne smemo prijeti z golimi rokami, ker bi mi lahko ustavile srce. Zato bom posodo samo postavil v njihov terarij in jih pustil, da same skočijo ven. Ampak to je res kul. To ogrado sem zgradil tako, da posnema deževni gozd, odkoder ti prihajajo. Tukaj bodo res srečni. To so 4 strupene žabice, fantje. To je verjetno moja najljubša žival, ki smo jo dobili v tem videu.
Vendar imamo še nekaj pred sabo. Poglejmo, kaj je naslednje. Našel sem spletno stran, ki prodaja želvo mata za 800. Te želve so verjetno najbolj noro videti želve na svetu. Dobesedno izgledajo kot dinozauri. In imam popoln akvarij pripravljen za eno. Tako da jo bom kupil in upam, da ni prevara, ker je 800. To je veliko denarja. Po nekaj tednih brez sledu o želvi sem začel izgubljati upanje. Ampak po dolgem čakanju je končno prispela. Dolgo sem čakal na to, fantje. O, ja, poglej. O, on je res majhen dojenček. Še nikoli nisem videl tako majhnega. Je čudovit. Je živ? Ne premika se. Mislim, da bomo lahko ugotovili, ali je živ, samo tako, da ga damo v akvarij in vidimo, če se premakne. Res upam, da je živ. Ko sem ga dal v akvarij, je potonil na dno in mislil sem, da je mrtev. Potem pa se je nenadoma začel premikati. Bil sem res živčen. Prisegel bi, da je bil mrtev, ampak na srečo ni bil, fantje. Dobili smo mladiča želve monomata. To je super. Do zdaj smo na temnem spletu našli že toliko redkih in smrtonosnih živali, zdaj pa imamo za napolniti le še nekaj akvarijev. In zadnje živali so v teh škatlah. Dneve sem preživel na temnem spletu, da bi našel najbolj nore živali za zaključek tega videa. In ne boste verjeli, kaj sem našel. Začeli bomo z najmanjšo škatlo, v kateri je žival, ki sem si jo vedno želel. Oh, mislim, da jo vidim. Zdaj je težko reči, ampak v tem kozarcu je hobotnica. Ampak tukaj jo je kar težko videti. Zato jo prestavimo v ta zabojnik. Poskusimo jo prijeti. O moj bog, poglejte, kako menja barve. Wow, poglejte ga. O, pravkar je izpustil črnilo. Ste videli to? Res je izpustil črnilo. Tega še nikoli nisem videl. V redu je, prijatelj. Oprosti. Vem, da si prestrašen. Fantje, mislil sem, da kameleoni hitro menjajo barvo. V eni sekundi je šel iz popolnoma rdeče v belo. To je res noro. To je najbolj kul stvar, kar sem jih kdaj videl. Nežno sem ga pobral, da bi ga dal v njegov akvarij, in gledati, kako mi leze po roki, je bilo res kul. Ker so ti fantje tako pametni, lahko pobegnejo iz skoraj vsakega akvarija. Tako so dobri v spreminjanju oblike, da če gre skozi luknjo samo njihov kljun, bo šlo skozi tudi celo telo. Res sem navdušen, da imam hobotnico za hišnega ljubljenčka. Tako ga lahko opazujemo, kako se odziva na svoje okolje. Ampak čeprav je to kul, so naši naslednji živali še bolj nori. Tako kot kamnita riba je tudi naša naslednja žival izjemno strupena. In če te piči, lahko dejansko umreš. O moj bog, že jo vidim. To tam je škorpionka. Tako kot kamnita riba, imajo tudi oni vse te bodice, ki vsebujejo strup. In ti fantje so mojstri kamuflaže, saj izgledajo kot korale. Nisem pa pričakoval, da bo tako velik. To je malo strašljivo. Dajmo ga prestaviti v njegov novi dom. Prav, prijatelj, dobrodošel doma. O, že plava. To je res kul, fantje. Kakšna nora riba. Wow, res dobro izgleda tam noter, fantje. Kot lahko vidite, je ta akvarij še vedno precej prazen. Torej, pojdimo odpakirati našo zadnjo žival. No, zadnje, a zagotovo ne najmanj pomembno. V tej škatli je najbolj nora žival, kar sem jo lahko našel na temnem spletu. O moj bog, vidim ga. Poglej to. Imamo svojega hišnega morskega psa. Vse življenje sem si želel hišnega morskega psa. In takoj, ko sem videl, da ta spletna stran prodaja enega, sem vedel, da ga moram kupiti. Oh, in veliko večji je, kot sem mislil, da bo. No, tole tukaj se imenuje rogati morski pes. In za razliko od večine morskih psov, niso agresivni in zrastejo le do približno 4 čevljev dolžine. Vendar pa so še vedno morski psi in imajo precej noro videti zobe. In imajo tudi te ogromne bodice na svojih plavutih. Nisem pričakoval, da bo tako velik. Tako da mu bomo kmalu morali zagotoviti veliko večji akvarij. Ampak za zdaj bo to njegov dom. Wow, to je res noro, fantje. Ne bi si mogel zamisliti boljšega načina za zaključek tega videa, kot z resničnim morskim psom. Vendar pa je v tej sobi še nekaj praznih terarjev. Zato spodaj v komentarjih napišite, katero žival naj prinesem naslednjo. Kakorkoli, fantje, vidimo se v naslednjem videu. Lep pozdrav.